Lep pozdrav s Konjskega vrha. Tokrat izpolnjujem obljubo, da vam bom pokazal prijetne kotičke mojega domovanja, kjer se lahko umirim, kjer se lahko sprostim. Knjigo sem oddal, Ta krasni nori svet, v urednici, je v teku priprave na izdajo. Napisati moram še eno smešnico, potem bo išla knjiga 24 zgodb, jaz Charlie Chaplin, to pomeni jaz kaplan Karli. Potem pa se bo začel res tisti pravi počitek, čeprav delno se je že začel, ker me je predvsem ta knjiga, Ta krasni nori svet, zaradi obsežnosti in zagonetnosti vsebine precej zaposlovala. Tole popotovanje začenjamo na temnem kupu lesa, torej drogov, rant bi mi rekli po domače, ki so namenjene obnovi ograje za gospo Kapro. Ta ograja, ki vidite povsod, pač omejuje gibanje kapri, ima dovolj prostora, ampak če gre na strmine, potem je le gospa težka, ne? In preveč poškoduje teren, če rečem temu tako. Torej, gremo na pot. Ja, še to bi prej rekel, preden nastopimo k mirnim kotičkom tegale doma, da ima vsak izmed vas v svoji okolici toliko tega, kar ga lahko umiri in spočije. Mislim, da ga ni, oziroma je zelo redek, ki bi, tudi če ni na svoji zemlji, je vendarle zemlja, ki jo naseljujemo na nek način, naša mati nas vseh, in kotički, katerim se zatečeš, so pravzaprav tista mesta, ki nas pričakujejo, da se v njih umirimo. Pravzaprav vsak izmed nas zazna določene kotičke tega svojega okolja kot posebna mesta umiritve in sprostitve, in v času, ko nas dobesedno bombardirajo z informacijami, ki obremenjujejo, je pomembno poiskati informacijo stvarstva, informacijo narave, ki je pa vedno pomirjajoča, ki valovi v teh odtenkih barv, zvokov, ki prinašajo mir in pa spokojnost. Ne vem, če v ozadju slišite, tu pa tam se tudi tukaj pojavi hrup civilizacije. Z mano. To je stražar. Ta stražar je bil tukaj v zemlji, ko smo nekaj urejali, je prišel na plano in je res stražar. Vsak kamen ima svojo moč, ne. Ko sem bil v Jurkloštru, sem videl, da so menihi oziroma stavbarji vedeli za te zakonitosti. Mi smo preveč z ometom zakrili njihovo vedenje o pomenu kamna, energije kamna, ker so dejansko zgradili cerkev svetega Mavricija ne s kakršnikoli kamnom, ampak s kamnom, ki ima svojo moč in zato tudi pomoč. Kot veste, me zanima megalitska kultura, kultura velikih kamnov, in tukaj na steni hiše vidite sveto geometrijo. Tole, kar vidite, je prerisano iz fasade Solčavske cerkve in tukaj notri so zakodirana svetišča, gradišča Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Najbolj pomembne so tele 3 točke. Središče Zgornje Savinjske doline, Huda peč in jama, veličastna, ni časa, da bi vse povedal, Gora Oljka, središče Spodnje Savinjske doline in točno na sredi Sopat. To pa je do 100 metrov natančno v središču, to pa je prostor,
sicer težko dostopen, kjer izvira potok iz dveh, vzporedno iz dveh jam. Nad njim je obredna jama, nad njim pa megalitski krog, torej središče. Kaj več o tem seveda ne morem povedati, še v bistvu tudi raziskujem. Ja, tole je pa moje poročno darilo. Se veste, sem pater, pa nisem poročen, ampak se zgodi, da si kdo zaželi poroko na tem področju in eden od parov mi je potem pripeljal tole klop, mizo z dve klopi, zato rad rečem, da sem tudi jaz dobil poročno darilo. Gremo proti vrtu, predlagam, da se pogledamo vrt. Jano, ki je tam navzadnje, bom prosil, da mi prinese 2 jabolke, ki gremo pol gospe Kapri, ki vsekakor pričakuje jabolka tudi. To je pa vrt, tu je zemlja zelo dragocena. Če tukaj zasadim lopato, takoj pridem zelo malo humusa, kamenje, zato ko je kakšna prilika, da je kje više k zemlje, potem bi to zemljo pripeljal sem tukaj vrt, ki pa tudi ni kar tako, ampak je poln simbolike. Kapra že kliče, malo počakaj, Kapra. Poln simbolike gre, stara gradišča, svetišča so vedno imela koncept sonce, luna, in tudi ta vrt ima. Tam vzadaj vidite, je luna, je polkrog in fižol, obožujem fižol, tu pa je krog, sonce. Ampak to sonce ni kakorkoli. V tem soncu je trojstvo, 3 grede, zunanja, srednja, notranja pa narejena kot spirala in v sredini izvir vode. Pot do središča pa je pa v znamenju labirinta. In dejansko so 3 vstopi, da prideš do središča. Labirint je bil vedno simbol iskanje rešitve od rešitve. Tudi dejansko naša galaksija ima v središču obnebje singularnosti, kjer se prostor ukrivi in pade vse v neko presežnost. In tudi človek je bil vedno znova iskalec dokončne umiritve in potešitve, dokončne uresničitve. Ampak ti v tem svetu dvojnosti moraš najti pot. Ta je pa labirint. In v bistvu nič hudega, če priješ v slepo ulico, ker potem se vrneš na tisto izhodišče, ki ti odpre možnost potovanja naprej, odkrivanja naprej. Življenje je v eni sami veliki zanimivi priložnosti. Gremo zdaj do gospe Kapre, oziroma ne, do kapele, gremo do kapele, oziroma bomo šli kar do Kapre. Ja, ker nas Kapra čaka, ker nas pričakuje. Ne vem, če vidite, ima že dvignjeno nogico. Kapra na ta način prosi, da dvigne nogo in te gleda naravnost v dušo, z sporočilom jabolko. Ampak tu je treba biti malce bolj, bi rekel, trezen, tako kot pri vzgoju otrok, prosijo, ampak dati v pravi meri. Upam, da se držim tega. Ja, Kapra prosi, mi dopoveduje, da si želi priboljšati. Ja. Torej, gospa Kapra, velika prijaznica. Kapri rečem gospa, zato ker so me živali rešile pred pregorelostjo, in jih zelo spoštujem. Ja, to mi dopoveduje, da še eno jabolko je. Takole. Res ne, ker se veste, pridni Slovenci, deloholiki, Kapra pa na nek način me obvezuje, da si vzamem čas tudi za to, kar me umiri in sprosti. Zato 3-krat na dan očistim hlev. Tukaj me imajo kmetje malce za zanimivega, če rečem temu kmeta, ampak gledajte, mene to umirja, to me razbremeni, kolikor pogovori in vse ostale obveznosti obremenijo glavo, je štala, lepo slovensko rečeno, vsekakor prosto razbremenitve, umiritve. Živali so pa tako angelske, pogledajte to gospo.
kapro, njeno spokojnost in njeno zadovoljnost. Kako zna biti zadovoljna po jabolku, ne? Koliko vsega je nam dano, tudi zato, da bi bili ob vsem, kar je naporno, tudi hvaležni, da bi se znali življenje veseliti, da bi znali biti pozornosti do tega, kar nam da moči, ker je vir počitka, spokojnosti, ja, ker je to zadovoljstvo, ne. Pravijo tisti recept, ne, 5-1, ja, ena stvar me obremeni, ali si našel 5 stvari, ki te razbremenijo, ali si našel 5 kotičkov, ne, tam prav blizu tebe, na travniku, v gozdu, v potoku, ki ti ponujajo, ki te vabijo k sebi, da odkriješ spokojnost. Ali si našel tiste živalce, ki so ali v gozdu, ali pa jih ima sosed, ali jih imaš pa mogoče ti sam, ob katerih najdeš angelsko bližino. Ja, kapra nimam več, gremo mi zdaj v kapelco. Ja. Mislil se vidi, da bomo šli najprej v kapelo, ne, ker se naj bi to spodobilo, ampak kapra je priklicala k sebi. No, zdaj vam bom pa dobro, da smo šli najprej k kapri, ker vam bom pokazal ikebano, oziroma eno samohrano, da jo vidite. Torej, za kras kapele skrbi namreč kapra. Vemo, Jezus se je rodil v hlevu, in kapra skrbi, da ima kapela, po domače rečeno, štalsko vzdušje. Zato je tukaj le ena izmed njenih ikeban. Zelo, bi rekel, tudi hranljiva za rastlinice, ki takšne ikebane naravnost obožujejo. Vidite, gremo v kapelco. Pozabil sem vključiti elektriko, ampak mislim, da se kljub temu vidi. Veste, tu se pa jaz dol usedem in preprosto sem, ne. Če sem raztresen, potem se po preprostih molitvah samega sebe prebujem v zaznavo duha. Moj duh, v zaznavo duha, pravimo svetega duha, zato ker je Bog v izkustvu tisti, ki svetli, ki umiri. In tukaj v tihoti pravzaprav se najbolj približujem svojemu osebnemu jedru. Starši želijo ponavadi otroku vse dobro in gledajo predvsem, kako bo ta konkreten človek, otrok, uspešen v tej realnosti življenja. In zato smo prepogosto spregledani v celovite resničnosti, pogosto, najredko tudi v poslanstvu svojega življenja. Ko pridem sem v zgodnji jutrnji uri, takrat je še noč, sedaj je na nebu že Orion, in opazujem Orion, ko stopam v kapelco. Orion, ki sporoča, kako se svetlo, ta zgornji trikotnik, uteleša v zemeljsko stvarnost. Potem, ko stopim sem noter in se umirim, zaznam, kaj je Bog v svojem bistvu, da je ljubezen. Krščanstvo govori o sveti trojici, to pomeni, da je Bog v svojem bistvu odnos, da je igrivost, da je dopolnjevanje in da smo tudi mi božanski, ko vstopimo v ta božanski, božji koncept v medsebojni ljubezni, dopolnjevati in sodelovati in nikogar izključevati. Na nek način se bomo morali v času, ki je pred nami, tega nazaj priučiti. Izstopiti iz izključujoče tekmovalnosti in se povrniti v to igrivost dopolnjevanja in sodelovanja. Zato je rekel Jezus, ne bomo kakor otroci, ne bomo tisti, ki znajo drug drugemu prinašati to, kar lahko samo nekdo prinese kot izvirnost, kot original. In to je potem tudi tisti mir v uresničitvi lastnega poslanstva, v druženju s tistimi, ki te za svojo drugačnostjo bogatijo in ti odpirajo nove vidike in horizonte. Ja, to je mir, to je spokojnost, sedeti tukaj, preprosto biti v tem, kar si. Zato so rekli naši predniki cerkvam svetišča, ker svetlijo, ker te krepijo, ker te vračajo k samemu sebi, k svojemu osebnemu jedru,
ker ti omogočajo, da potem z resničnostjo, pristnostjo, iskrenostjo stopaš in pristopaš k sopotnikom svojega življenja. Gremo naprej. Šli kar malce po križnici, cele okraje so zaradi Kapre. Tukaj vidite, ima ravnino, ne, tu se ona pase, tam spredaj pred hišo, tukaj. Sedaj vabim kamero, da se skloni tudi ona. Gremo proti mlinu. Povedal sem o tem drevesu, z one strani se bo bolje videl. To je drevo treh debel. Tudi v znamenju trojstva me spominja. V življenju, v naravi je vse polno, nekateri pravijo podpisov harmonije Boga, pa kakorkoli si ga že predstavljate, recimo zlati rez, toliko je tega je v simbolih, ne? Recimo tudi to drevo, jesen, po kelskem horoskopu sem jesen, ne? Je tukaj pomenljiv tudi ne samo pomoči, ker je izjemno blagodejno sedeti tam na klopci prostora, ampak tudi po samem simbolu. Zdaj se vidi, ne? In tam vidite mlinček. Ja. Zdaj je novo kolo, nareto strokovno. Entuzijasti, domačini so rekli, celo ker sem govoril, da je bilo to samo etnološki prikaz na tem potoku in onem potoku, ki obdaja domačini, je bilo nekdaj 17 mlinov. Sedaj je ta edini obnovljen in ko so prinesli to kolo, so rekli mojstri, da pa mora mlin, ki bo na tem prostoru tudi dejansko mneti žito in morda čez leto ali dva bomo lahko tukaj tudi žito zmeli. Vidite, da prihaja voda praktično izvira iz potoka. Poslušati šum vode, pravijo, da najbolj sprošča napetostne vozličke. To je sedeti v tej prohti res posebej blagodejno. In če se pase zraven še Kapra, je potem to res situacija, ki te vrača k tisti pristnosti, iz katere smo išli in po kateri globoko v sebi hrepenimo. Narava nas vrača k pristnosti. Iz narejenosti, ko moramo odigrati razne vloge, pričakovane vloge, smo narejeni, ker nas za to tudi pripravljajo. Ampak da preživimo v tej narejenosti, potrebujemo trenutke, ko pa se naše obrazne mišice sprostijo, ker končno smo lahko to, kar smo. Sam osebno zelo rad opazujem ljudi, ki v trenutkih, ko so sproščeni. Takrat vidim, da smo vsi v sebi otroci in da dejansko civilizacija, čas, ki je pred nami, mora postati civilizacija ljubezni, civilizacija dopolnjevanja. Kajti vsi v bistvu iščemo samo to sprejetost, objetost, sodelovati, dopolnjevati, nas bodo morali pa nazaj naučiti. Ne več strašiti, ne več medsebojno zaradi drugačnosti ogrožati, nas delati za nasprotnike, ampak dejansko nam odpirati horizonte dopolnjevanja in sodelovanja, ki je pa možno samo, če je drugačen. Ker če ni drugačen, pa bi bil svet en sam dolg čas. Enoumnost ni samo neumnost, ampak je tudi v znamenju brezdušnosti. Če je Bog trojstvo, da diha, tudi mi duhi dihamo, če smo med seboj v raznolikosti, v ljubezni. Torej iz izključujoče tekmovalnosti nazaj v dopolnjevanje in sodelovanje. Pedagogi, duhovniki, starši, kdorkoli že, to je izziv, da naredimo ta prestop nazaj k tisti človečnosti, zaradi katere bo sleherniku na tem svetu zopet
lepo in vredno živeti. Zdaj pa gremo k tistemu prostorčku še, kamor se sam umikam. To ste že opazili, ne? Vse polno je teh prostorčkov. Naj bi vas peljal še tam k izviru, trojnemu izviru, enemu iz zemlje, vsi so iz zemlje, ampak enemu iz stene, dva iz tal. Toliko tega je, kar je čar, pa nekaj ne ostane tudi za prihodnič. Zdaj gremo pa kar k gozdarski kotlici, ki je pa tamle. Tudi so prijatelji, tale kostanj je imel dve debli, eno se je posušilo in zdaj smo naredili tukaj že kole za novo ograjo. Tam ste videli rante, po domače povedano, tu so pa ti koli. Kostanjevi so posebej trpežni za vremensko realnost. Je enkrat sončna, drugič pa tudi deživna, pač takšna, kot je življenje. Sonce in dež. In eno in drugo je potrebno. Eno in drugo je v kontekstu našega življenja, ja, tudi solze, ne. Kako dragoceno je, da se imaš ob kom jokati, ne. In kot je težko in če ob nekom lahko jočeš, ne, takrat je on kot sonce. In sami vemo, če na dež posije sonce, je tam mavrica, ne. Pravimo, da je v mavrici zlato, ne. Zlato je, če imaš v trenutkih, kot je težko, ker je življenje pač realnost, ob sebi sočutno bližino. To je, ne, pravijo, pravi prijatelj je zlata vreden, ne. In fino je, če smo tudi mi zlata vredni, ne, ko opazimo stisko, bolečino, da se takrat ne ustrašimo, kaj bomo rekli, ampak da vemo, da teorija lahko kaj reši. Odreši pa samo ljubezen, sočutna bližina. Takrat v ljubezni samo po sebi pridejo na dan ali besede, ali pa je samo molk. Bistvena pa je sočutna prisotnost, srce odreši. No, to je pa ta gozdarska hišica, o kateri sem vam govoril, prostor mojega umika. Mogoče 150 metrov od doma, odkar bivam tukaj, nisem bil še nikjer na dopustu, ker je moj dopust tukaj, ne. Ja, tu me še čaka ena knjiga. Ja, v času dopustovanja ne jemljem v roke težko literaturo, ampak tukaj imam knjigo Ljubezenske pesmi Boga. 12 svetih glasov vzhoda in zahoda. Če še niste brali, jo res priporočam. To je poezija, to je mistika. To je nekaj, zaradi česar, ko bereš, tvoja duša ni sama. So določeni ljudje, ki so na nek način znali izraziti tiste mistične razsežnosti, tista najbolj subtilna človekova občutja. In ko jih bereš, nas te misli, nas te pesmi vodijo nazaj v to sveto enost, ne? V to globinsko povezanost. Ja, lahko bi rekli, da smo v ljubezni eno, da smo tam zopet tisto, zaradi česar nam je lažje in lepše živeti. Tukaj zadaj je tak prijetni kotiček, pravzaprav sem naredil tukaj zadaj. Pred 2 letoma je tu rastel celo tak grm, ki je naredil baldahin. To preproste stvari. Pomembno pa, da sem v naravi, v miru, da najdem čas odklopa, ne. Se res veselim. Še eno sam smešnico napišem, pa en prispevek za mariborsko gimnazijo, potem pa, ja, tisti teden, ki ga res zelo težko čakam. Čeprav že sedaj rahljam čas, torej ni več tako zgoščen z obveznostmi, takrat bojo
ta knjiga je že tukaj, ne? Takrat bo tukaj z mano. Ja, ne samo knjige, predvsem stvarstvo. Čeprav so mi knjige, miselni izzivi zelo pomembni, verjamem, da tudi vam, ne? Ker danes knjiga ti da misliti, ne? In danes moramo sami misliti, ne? Tudi če so komu zaradi pogojev vrata Šmarske ali kakršnekoli knjižnice zaprta, okno je odprto, vi lahko pridete po miselne izzive, čas je, da mislimo svojo glavo, mir, tihota, miselni izziv pa je tisto, kar budi zavest. Vas pozdravljam tukaj iz Konjskega vrha, mogoče naredimo še kdaj kakšen obhod, mogoče do tistih 3 izvirov, pa kar nekaj kotičkov je še, ne? Okrog nas je pravzaprav vse polno zdravilnih kotičkov, ne? Nekateri radi zdaj določajo zdravilne točke. Veste, te zdravilne točke so povsod. Opazujte svojega kužeka ali pa sosedovega kužeka, tam, kjer se on uleže, gotovo je zdravilno, uležite, usedite se tja tudi vi in naj vam bo prijetno. Res, pozdrav s Konjskega vrha.